danes pri sveti maši slišimo. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. A se vam je že kdaj, dragi otroci, dragi starši, zgodilo, da ste bili zelo žalostni, zelo razočarani? Ne vidim, ampak vem, da vsi prikimavate. Vsem se nam je že zgodilo, gotovo velikokrat, da smo v kaj vložili veliko truda, pa nam je spodletelo. Recimo, smo se zelo učili, potem pa pri testu nismo dobili odlične ocene. Ali pa smo pridno vadili trobento, potem pa nam je na nastopu spodletelo. Ali pa smo vsak dan hodili trenirati, pa je kljub temu naša ekipa izgubila nogometno tekmo. Kaj naredimo v takem trenutku? O svoji žalosti in razočaranju nekomu povemo, svoji mamici ali atiju povemo, kako zelo žalostni smo, ali kaki starejši sestri ali prijatelju. In kaj naredijo? Potolažijo nas, spodbudijo, rečejo nam, naj dvignemo glavo in naj nadaljujemo, naj ne obupamo. Glejte, tudi Jezusovi učenci, njegovi apostoli, so bili v nekem trenutku zelo žalostni, ker jim je Jezus povedal, da se bo moral od njih posloviti. Seveda bo ostal z njimi in ostaja z nami na neviden način, ampak na tak način, kot so se srečevali in družili do tistega trenutka, poslej ne bo več mogoče. In so bili žalostni. No in tudi Jezus svojim učencem in nam obljubi pravi tolažnika. To je Sveti Duh. To je Bog, ki je vedno z nami, ki je pravzaprav vedno v nas, v naših mislih, v naših srcih. Seveda neviden, ko ga želimo prikazati v cerkvi, pogosto vidimo simbol golobčka. Golobček v cerkvi pomeni Svetega Duha. V resnici je v naših srcih in v naših mislih. In kaj naredi? Podobno kot ati ali mamica ali sestra ali prijatelj, ko smo žalostni, ja, potolaži nas in spodbudi, da vztrajamo, da dvignemo glavo in gremo dalje. Lepo nedeljo nam vsem želim.